Učenci s posebnimi potrebami in njihovi mentori so v letošnjem letu pripravili že svojo drugo predstavo. Musical, ki nosi naslov Dekle, ki je ljubilo zvezdo, je plod skupnega dela. 1 leto in pol komplet, vadimo zdaj od septembra, ampak prej smo pa od začetka lanskega leta, ko se je ideja porodila, pa do realizacije, se pravi 9 mesecev, pa zdaj, koliko smo od septembra do zdaj zvadili. Idejo o novem projektu je z velikim navdušenjem pospremila tudi ravnateljica. Ideja je nastala že, ko so mi jo predstavili v bistvu lansko poletje. Kakšna je ta ideja, sem v bistvu takoj vedela, da bo zopet nekaj drugačnega in da bo zopet pač nekaj enkratnega za naše otroke. V sodelovanju s Hramom kulture Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi tako pričenjajo z izvedbo novega muzikla. Novih izkušenj se veselijo tako mentorji kot tudi otroci. Veselijo se zato, ker lahko nastopajo, ker lahko grejo na oder, ker se lahko pokažejo, ker lahko vsak pokaže tisto svojo sposobnost, ki jo ima. Zdaj, muzikal je res ena taka zvrst, kjer se lahko pokaže ali ples, ali glasba, ali drama. Hkrati smo tukaj vključili še v bistvu likovni del, ker so učenci tudi sami ustvarjali vse to, kar je potrebno za to predstavo, nakit in pač druga oblačila. In seveda se veselijo tega, oni so najbolj veseli, če je aplavz, če se lahko pokaže in pač izrazijo tisto, kar so sposobni, tisto, kar imajo. Pri tovrstnih projektih je zelo pomembna motivacija, katere pa nastopajočim ne zmanjka. Motivira jih predvsem delo, pa motivirajo jih, vsaj po mojem opažanju, jih motivirajo resnične odrske deske. Otroci so ponavadi vajeni nastopov v šolskih telovadnicah, v razredih, v avlah raznoraznih. Malo kdo, ne moram reči malo kdo, ampak sigurno ne toliko, koliko bi si zaslužili, pa okusijo resnično gledališke deske, pravi oder z pravo podporo tehnično. In tu se mi zdi pomembno, zato ker ta motivacija je res velika za njih. Glasba, gledališko ustvarjanje, sodelovanje in nastopanje pa ima tudi velik terapevtski pomen. To je ena taka dodana vrednost tistemu, kar se učimo, če rečem tako, v šoli. Potem se en tak uspeh na takem področju, doživljanje nečesa pozitivnega in doživljanje te pozitivne samopodobe, se to dejansko prenese tudi na, če rečem čisto tako, k matematiki, k slovenščini in tako naprej. In so otroci potem bolj uspešni. Nekateri otroci imajo tudi vedenjske težave, čustvene težave, ki se tudi preko tega blažijo in vidimo, da je pozitivno potem pri ostalih stvarih. Verjamemo, da se bo tudi tokratna predstava dotaknila veliko src, da bo v dobro otrok ter mentorjev ter veliko zadovoljstvo publike. Jutri si lahko torej ob 18. uri v Hramu kulture v Selnici ob Dravi ogledate ljubezensko pravljico in tako skupaj z nastopajočimi doživite nekaj čarovnije.